drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Aldo Klodić, eno stebro naše beneške družine, nas je zapustil. Ena velikih duš našega jezika in naše kulture. Njega ime bo ostalo zapisano med najbolj zaslužnimi Benečani, saj je bil med protagonisti preporoda Slovencev v Videnski provinči, je napisal časopis Dom. Z besedami bi lahko zaštel veliko reči, ki so se rodile z njega misli in z njega delovanja. Vemo, da vse je delo za pokazati, kako veliko bohatijo imamo in kako moramo skrbeti za njo. Aldo nije prosil, pa je povedal vsem močno na glas, čeprav z velikim spoštovanjem do drugega, za tista je bila njega narava, da smo želeli mi sami naše rože saditi. Je pa tudi videl, da vart, beneški vart, ima potrebo novih moči in tudi novih izzivov. Tako pišejo pa na Novem Matajurju. Zato je puno štev na mlade, jih je saldo potisku naprej, a se njam beneške pjesmi je konkretno pokazal ljete po ljete telo njega skrba. Zato se razmislimo s pogovorom, ki smo imeli z njim na sejmu beneške pjesmi leta 2012. Z Bogom, Aldo. Aldo Klodić, ki mislim, ne vem, če kaj sem od naših poslušalcev ga ne pozna, je duša sejma beneške pjesmi ne samo 30 izvedbe, ima 40 let, če ima ražon. Ja. Kaj nije tako? Ja. Včeraj smo čuli zgodovino sejma beneške pjesmi tako, recimo no malo. Ja, na veliko. In ti kaj sem, recimo, a imaš kaj sem spomin posebej na senjam, na vse tele leta? Reči, ki bi bilo zapovedati, je puno. Napišeš ne buko? Ja, prijatelj po tle mora biti. Mislim, da te prvi je bil tisk, ki je dal začetek tele majhane zgodbe. In mislim, da tist za me je ostal narbuj mi pri srcu, je bil prvo na reč, ko bi rekel, diletantistika na napolnin, na maksimo, smo morali se ranžirati za vsako stvar, prav z domačimi stvari. Če se pomisli, da je bil brejar, je bil naš čelarju, tako so povedali. Pride res, da prav smo bili ne samo obus, ma prav obupno, nam je bilo težko začeti in napraviti prvi senjam. Potem se ve, te drugi imajo, vsaka ima majhno posebnost. Ne moramo pozabiti sejme, ki so bile cerkvene pjesmi, ki so bile zadost važne, kar se tiče glasbe, kar se tiče pjesmi, tako da je še lep, kako pjesam je še lepijo po naših cerkvah. Potem so bili sejmijo, ki je bil Keko, ki ne moramo se pozabiti naše, kjer so bili tudi, to je bila zmerana lepa aventura, kar je začelo, dokjer nije finilo. Kuda nas sada se vdahnu, Aldo, ne? Seveda. Mjeseci dela so za vse tole, prav dve večernje je veliko dela za to. Ja, recimo, da smo se dobro spartili dela. Zadnje leta so se približali puno mladine in tako je bil lahko na nek način. Na drug način je pa že bil težko držati v miru tele ljudi, ti utekajo na vse kraje, vsak ima svoje ideje in tako naprej. Pametno bo, da vzamijo tu pest senjam popolnoma. Recimo, da tole telo posta že začela in je hvale vredno, da iz ščelarja sta prišli na tele nivoj, recimo za kje visok nivoj se ima bil letos, a vsako leto je več. Seveda, sedaj imamo ljudi, ki so dost, kot glasba so dost bili naprej takrat. Takrat smo imeli eno skupino ali pa narbic dvije, ki so sodelovali, sedaj jih moramo odmijetati malo, če ne, ki bi jih imeli preveč. Pa če pomislimo, da še do nas je bilo na odru 50 mladih, je tole za nas velika reč in upam, da pojmo naprej tako.
Ja, in še ena reč posebna je začela 2 leta od tega, mislim pa ne vem, če je bila že prijet, da je telo sodelovanje čezmejno, recimo, tle so pijali Zlivka, iz Kambriješkega je Beti vdobila in torej mi se zdi tudi tole lepo, ne? Ja, mi smo zmeran mir v mislih jak takega, kjer naše nareče se gre tudi na live, gre tudi čez mejo. In je bilo tudi njim da motelo možnost. Prvi kratki so sodelovali moram se zmisliti na cerkveni sejmu na leta 90-ih let, je bil zbor iz Drežnice. Tisti je bil prvi kratki, ki so pijeli, no pije sam za nas. In mislim, da tisti je bilo prvi kratki, so prišli iz tistega kraja. Aldo, hvala lepa, se bomo čuli za Senjan za 2 let, no? Se bo tam morda. Se bomo, hvala. Gore mostca stoji, snihnu dež jo toni. Đorđo Bankić je tudi dobil Vujonovo priznanje na srečanju v Kobaridu. Do nas, ki na 15-dnevniku doma na Dijanović, se je še bolj posvetil naši zgodovini. Benečija, ko se mala velika zgodovina srečata, je njega zadnja fadija, kjer predstavljaš Đorđo, kjer se prepletajo in mešajo te veliki dogodki zgodovine in življenje malih vsakdanjih ljudi, recimo. Kako ti je prišla ta lepa misel? Misel me je prišla, kar sem se jaz postavil nekatera vprašanja vmes našo zgodovino. Za knjiga moram reči, da se je rodila v moji pamet. Jaz sem živel na telem teritoriju, so bile nekatera pričevanja o zgodovini, ki se jih nisem lahko tako pojasnil, nisem vedel, za kaj gre, in sem šel gledati, za kaj gre. To je bila moja notranja potreba, ne? Razsvetliti, pojasniti, poglobiti. Seveda sem začel prebirati tiste bukve, ki so bile že objavljene, Petar Podreka in druge članke, in sem je bilo veliko napisanega, samo nije bilo tistih bukvi, ki bi zbrale, kar je bilo to napisano, in poglobile ali pa doložile tiste, kar je manjkalo. Zato je ideja prišla, ker sem javljal, moramo narediti pripovedovanje od začetka do današnjih dni, dopolniti, kar je manjkalo, poglobiti, kar je bilo površnega, in tako so se rodile tele bukva. Se pravi, so se rodile tele bukva iz članku, iz zapisu, ki se jih objavil v domu v 3-4 letih, mi se zdi. In tako sem zbral tele članke, sem dopolnil z drugimi raziskavami in sem recimo postrojil, kar je bilo za postrojiti, in tako smo prišli do telega rezultata. Moram pa povedati, da ilustracije, ki jih je naredil Moreno Tomazetič, dopolnjujejo bukva, ker Adam, ki jih prelista, ki jih odpre, vidi, da tele risbe, ki jih je napravil, so tako direktne. Adam brez prebrati teksta zastope za ki gre, in zastope vsebino besedila. Ilustracije in že tako, recimo, ta prva stran, so zelo vabljive, bukva so zelo lepe, jih rade boje vzameš v roke in jih zelo rade boje prebiraš. Tudi za kje prav
puno dokumentov, puno se vidi, da si puno raziskoval. Kada si začel že tole delati? Moram povedati, da prvi moj članek o zgodovini Benečije sem ga napisal leta 68, kar sem imel 21 let. Zato je tela zgodovina gre naprej čez 55 let. Zato se pozna v Buhu, zato se vede, da pozna zelo lepo vse. In tudi je zelo lep tisti del, ki ga posvetiš ljudem, ki so pa pomagali ali so naredili kje za naše doline. Ja, tisto poglavje me je prišlo tako na zadnjo, da sem ga napisal v Buhu, kjer to je v 19. stoletju. Gre za ljudi, ki so živeli v 19. stoletju. In takrat mislim, da je naša skupnost, Slovenci v Nediških dolinah, so dosegli višek svojega razvoja, avtonomnega razvoja, če tudi že takrat niso bili avtonomni, iz te naše prejšnje zgodovine je prišlo do tega, da ti ljudje, ki so se rodili v 50-ih, 60-ih letih 19. stoletja, so imeli korenine že nazaj. In so imeli priložnost študirati, se pridi do takega položaja, naj v cerkvi, naj drugje, da so prišli recimo na deželni ravni, da so bili v prvi vrsti, recimo Ivan Trinko, Eugen Blankin, veliko duhovnikov in tudi laikov in tudi drugih, ki so prišli do takega nivoja, do takega nivela, ki je bilo težko, še do nas je težko, da imamo take ljudi na taki ravni. Res je, smo prišli do... Bog pa pomagajo za res veliko poznavanju naše zgodovine. In ti v predgovoru si napisal, pravica do poznavanja svoje zgodovine je temeljnega pomena. Ma nije da kaj sam tle par nas jo neće poznati te zgodovine? Tole je res, tole gre že nazaj v leta. So nam prepovedali, tako ki so prepovedali nucat govoriti v našem jeziku, tako so prepovedali tudi poznanje naše zgodovine. Zato jaz sem napisal, da je pravica, tako imamo pravico govoriti v našem slovenskem jeziku, tako imamo pravico tudi imeti in poznati našo zgodovino. Kar dan, če iztrgati, izbrisati, da narod mu nada priložnost poznati svoje zgodovine in govoriti o svojem jeziku. Takrat je tisti narod, tista skupnost zgubljena. Tako je, in tele Buha se prosto ne bojo kajšnemu hnucu, recimo, tistim, ki vemo, kajšni so. In še nariješ takoj na posebnost, kere dokumente, ki si najdu v tvojih raziskavah, so najbolj interesantni za nas? Dvije reči so me presenetile bijav. Dan je statut vasi Kladrečiš, ali se vce po slovensko, tam v Iderski dolini, to je iz leta 1318. In tam prave, da ten čas v Benečiji, kjer ta vas je spadala pod Landarsko Gastaldijo, takrat, smo imeli slovensko liro, smo imeli naše sude, naš denar, tako, ki so ga imeli v Furlaniji, in je bil oglejski denar, mi smo imeli pa slovensko liro. Tole tle jaz nisem nikoli bral, da taka majhna skupnost je imela takrat pravico
imeti svoj denar. In tole je dokumentirano. Nisem šel nikjer drugje takega pričevanja. Jaz upam, da zgodovinari, profesionalni zgodovinari nam bojo to razlagali. Druga stvar, ki se tiče tudi aktualnosti, je tole, da leta 1962 špijtarski deputati, se pravi svetniki, občinski, komunski možje, so predlagali, zato ki tenčas Avstrija je htjela zbrisati špijtarski okraj, pa družiti Čedajskemu, se pravi, kar pravijo do nas, ne? Špijtarski komunski možje so predlagali namest iti pod Čedat, ne? Združiti vse vasi okraja Fojda, slovenske vasi okraja Fojda, se pravi od Čenjebole gor do Prosnida, mislim, ne? K špijetarskemu okraju, tako za narediti en slovenski okraj. Tole bude aktualno, ko tole ne more biti. Kako so bili pametni ljudje ten čas, ne vem, ali naši komunski možje so zgubili pamet do nas. Tole je tudi lahko. Še to reč jav, da tisti, ker je bilo, recimo, dan najbolj lepih plodnih cajtu, ne, naše zgodovine. Sada res te vprašam, kateri je bil pa najbolj žalosten ali pa najbolj težak trenutek naše zgodovine? Najbolj težak je bil po drugi svetovni vojni. Še pod fašizmom ni bilo takega preganjanja slovenskega jezika in ljudi, ki so branili naše pravice, ni bilo tako hudo in težko za naše ljudi, za duhovnike, za tiste politike ali upravitelje, ki so branili naše pravice. Po drugi svetovni vojni v letih 50 in 60 ni bilo take klime, hude klime za naše ljudi. In to se je zgodilo, ko so tudi fizično skušali izbrisati našo skupnost, so pošiljali ljudi po svijetu, da bi ne ostali v naših vaseh in v naših dolinah, da bi se zgubila za zmeran naša kultura, naš jezik. Posledice jih nekajšen kri vidimo še do nas, pa ko reči, da tle smo, ti si napisal knjigo, mi smo tle v muzeju smo in nadaljujemo naše delo s ponosom in z visoko glavo, ki moramo reči, da smo samo ti, ki naredili za naše doline. Puno je bilo narejenega, puno je bilo uresničenega. Mi smo v tem momentu, bi rekel, na nekem kriznem momentu, če zagrabimo telih priložnosti, ki jih nam nudi zbrisanje konfina, meje, Evropa, vse tele priložnosti bomo izgubili zadnji vlak. Moramo se pa zavedati, da samo mi imamo v naših rokah našo usodo, našo bodočnost, naš destin. Tole imamo samo mi. Mi, se pravimo, tisti, ki delamo v kulturi, v politiki, na komunah, v cerkvi, vse povsod, je naša odgovornost. In za rešiti naš jezik, našo kulturo, morajo vsi pomagati. Ne more reči, vi, ki sta slovenske organizacije, morate to imati ta dolžnost. Vsi imamo dolžnost, od cerkve do komunu, od politike do ekonomije in tako naprej. Vsi smo odgovorni za našo bodočnost. Dve besede torej, Đorđo, spoštovanje in sodelovanje. Respekt in kolaboracijo, bi ja po našem. Ja, vseh telih dejavnikov, vseh telih subjektov, ki so v naši, se moramo zavedati, da
če pride če zares vjerujemo u našo bodočnost, tle mora biti sodelovanje, spoštovanje, a vjerovat u vrednoto naše kulture zakičene, če jo imamo za takova druge kategorije ali treće, moramo vidjeti da je naša kultura, naš jezik prve kategorije, kot vsi drugi na svijete. Hvala, Đorđo. Lepa naša čeča u gostilno je šla, srečala je pa... Iz naših krajev. Rezija, Uidan. Na Etnografskem muzeju u Vidnu organizajo delavnice o rezijanskem plesu. U soboto 7. februarja ob 13. bo vodeni ogled razstave o pustu. Od 14. do 16. delavnice namenjene rezijanskim plesom. U soboto 14. na delavnici, ki bo le ob 14. bojo prisotne tudi rezijanske tipične maske. Info in upisovanja na mail ali telefono Etnografskega muzeja. Dvojezična šola praznuje 30 let. Ob tej obletnici šola vabe vse bivše šolarje, da sodelujejo par projektu Dvojezična in ideji. Namen te iniciative je zbrati videoposnetke, ki govore o dvojezični šoli, tudi gledano od daleča. Svoj prispevek lahko pošljajo vsi, ki so bili v telih 30 letih na kakšno vižo povezani s šolo. Video mora biti dolg največ 1 minuto. Posnetki je treba pošljati do 28. februarja na elektronski naslov dvojezicna30@gmail.com. V petek 6. februarja v Tolminskem muzeju bodo ob 6. zvečer predstavili knjigo Đorđa Bankića Benečija, ko se mala in velika zgodovina srečata. A še v Trstu v petek 6. februarja slavistično društvo Trst Gorica Videm, MOSP in Mladi za prihodnost vabijo na večer posvečen rezi. Gost bo Dejan Valentinčič. Srečanje bo ob 18. v dvorani Tesitori na sedežu dežele Furlanije Julijske krajine v Trstu. V soboto 7. februarja v Podutani Karnevali 2015. Ob 3. začne sprevod tradicionalnih mašker iz naših krajev. Skupine se bojo srečale na trgu pred gostilno v Škrutovem. Skupine Nediških dolin, Matajur, Marsin, Ruonac, Srednje, samo za omeniti kajšne, že norijo po vaseh mora biti, sta jih že srečali. Zadnjo nedjeljo pusta, 15. februarja, od 2 popoldan naprej, bo tradicionalni tek blumarjev v Črnem vrhu. Za danes je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.